Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o vprašanju, zakaj me nihče ne ceni. Se vam mogoče zdi, da se razdajate za druge, vendar potem ne dobite nekih povratnih informacij ali storitev, za katerimi bi drugi lahko izrazili njihovo hvaležnost, da ste storili določene stvari za njih. Na primer, lahko da ste več ur kuhali kosilo, potem pa ste kosilo postregli in nekateri prisotni so se celo pritoževali, da jim hrana ni všeč, nekateri so samo enostavno pojedli, niso rekli niti hvala. In potem imate slab občutek, se vam zdi, da vas ne cenijo, da ne cenijo vašega dela. In potem ste lahko razočarani in na njih jezni in jih začnete obtoževati. Toda vse ta pričakovanja glede drugih v povezavi z tistim, kar počnemo, so naša lastna stvaritev. Če si mi nekaj mislimo in nekaj želimo, vendar tega ne skomuniciramo z drugimi, potem ne moremo pričakovati, da se bodo drugi odzivali v skladu z našim pričakovanjem. Predvsem pa je pomembno se zavedati tega, da vse, kar počnemo, je del našega izražanja. V slehernem trenutku nekaj počnemo, tudi če sedimo in smo tiho, je to naše izražanje. Karkoli naredimo, je to nek del nas, je nek podaljšek nas. Vendar, če se navežemo na rezultat naših dejanj in ta naša dejanja, to naše izražanje pogojujemo, potem smo naše izražanje naredili odvisnega od drugih. Izražanje je naš pristen naravni pojav, je stanje, v katerem smo, in če naše izražanje pogojujemo z nečem izven sebe, potem se začnemo omejevati in zatirati. Nič ne bi smel biti razlog oziroma pogoj za to, da se izražamo, za to, da smo, kar smo. Pomembno je, da smo zadovoljni sami s seboj in da tisto, kar počnemo, da počnemo brezpogojno kot naše izražanje, brez da bi zahtevali kakršnokoli nagrado ali neko povratno dejanje od drugih. Lahko seveda za to zaprosimo, vendar je potrebno to izraziti na jasen, neposreden način, tako da drugi vedo, kakšne so naše pričakovanja in želje v zvezi s tem, kar naredimo. Vendar, če pogledamo druge, recimo živali, druga bitja, ali pogojujejo svoje izražanje za čemerkoli izven sebe? Ne. Vse se izraža. Drevo raste, se izraža. Žival biva, se izraža.
Vse življenje se brezpogojno izraža in seveda se drug drugega podpira. Fino je torej, da je tudi naše izražanje brezpogojno in da postanemo enakovreden del tega stvarstva, ter da tudi enakovredno druge delčke stvarstva podpiramo, tako da lahko živimo vsi skupaj v harmoniji, sožitju in izobilju. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.